Današnja tema, risanje sil. Pri risanju sil moramo najprej določiti merilo. V tem našem primeru smo izbrali, da 1 cm na sliki predstavlja 1 Newton. Nikoli ne moramo dati spet, tukaj je enako, ampak 3 pikice ali pa puščico, ker so to dve različni enoti, pa dve različni količini. Tako da 1 cm, se pravi tale dolžina, pa rečemo, da tole 5 cm, se pravi potem glede na naše merilo je to 5 Newtonov. Če bi bila tale dolga 10 cm, bi bila 10 Newtonov. To je glede velikosti sile. Pri silah pa tudi označimo, kje primemo neko stvar, silo neko stvar vlečemo. Narišemo kot pikco in tole predstavlja prijemališče. Tako da pikca je prijemališče sile in s puščicami pa pokažemo smer, v katero smer vlečemo to silo. To je matematično gledano nek vektor. Ko poznate daljico, da ste na obe smeri omejeni, tukaj imamo pa vektor. Tukaj ima prijemališče, v to smer vleče. Označimo ga s F-jem in vzgori delamo tako puščico gor. To je v bistvu vektorski znak. Vektorski znak je pa, med vektorske količine pa spada tudi sila in vektorskim količinam lahko določimo te 3 stvari. Pa to napišemo, sili določimo velikost, smer pa prijemališče. Silo ponazorimo z usmerjeno daljico. To sta pač dve dejstvi, ki jih zapišemo. Poglejmo nalogo, prepišite si nalogo v zvezek, pa narišite tole slikco po svoje, na katero boste potem še dodali sile. Upoštevaj navedeno merilo in nariši sile, ki so opisane v spodnjih primerih. Avto potiskamo v vodoravni smeri proti desni s silo 500 Newtonov. Nariši silo roke na avto in pri tem uporabi merilo, v katerem 1 cm predstavlja 100 Newtonov. Se pravi, 1 cm je 100 Newtonov, 500 Newtonov pomeni, da moramo narisati dolgo silo 5 cm. Prijemališče bo tukajle, pri roki in vleče v desno stran in mora biti dolga 5 cm. Takole, z rešitvami. Označimo FR, s tem, da ta R mora biti res indeks, čist majhen, kot smo ga že na začetku risali. Tukajle narisam prevelik R, čist majčko ga narišimo, mala oznaka. Budilka z maso 650 gramov stoji na nočni omarici. Nariši težo budilke, uporabi merilo, v katerem 1 cm predstavlja 1 Newton. Najprej, če pogledamo merilo, 1 cm je 1 Newton, vemo, da je 100 gramov, masa 100 gramov predstavlja na zemlji težo 1 Newton. Tako da tukajle bomo imeli potem težo te naše budilke je 6,5 Newtonov. Mi bomo narisali 6,5 Newtonov dol, glede na merilo je to 6,5 cm dol daljico oziroma poltrak, ki ima prijemališče ne čisto na sredini, zaradi telih zvončkov, ampak malo višji. Poglejmo rešitev. Takole, malo višji ima prijemališče, puščica dol, FG pa znak gor označen. Tretji primer, Tina vleče vrv s silo 240 Newtonov, nariši silo roke na vrv, uporabi merilo, v katerem 1 cm predstavlja 40 Newtonov. Se pravi, narišimo eno tako sliko v zvezek, človeček, ki vleče sanke, tukajle bo prijemališče, vlekla bo tole smer, kot v prvici vidimo, da v to smer mora iti sila in dolga bo bila, če 1 cm 40 Newtonov, mi moramo pa 240 narisati, to je poštevanka, 1 cm je 40 Newtonov, 2 cm 80, 3 cm 120, 4 cm 160, 5 cm 200, 6 cm, se pravi 6 cm moramo narisati od pikce, sem gor dolg poltrak. Takole. In označimo FR sile roke. Se pravi, vse te 3 primere si narišite v zvezek, uro, pa nekoga, ki pritiska avto, pač skicirajte. Ravnovesje sil. Narišemo klado ali pa šolsko gobo na mizi, ki je, 2 sili nastopata, ker je goba na mizi pri miru, nastopa teža. Teža prijema zmeraj na sredini, tukaj, če pogledamo, če bi naredili čisto težišče, če bi potegnili iz vogalov diagonale, bi dobili težišče, točko, v katerem prijema teža. Tukaj je malo zamaknjeno, da so te sile, da so malo ločene, da jih lahko lažje vidimo, pa razberemo. In kaže dol
neka pušica, poljubno dolga, rečemo, da je 3 cm. Označimo FG z vektorskim znakom. Če je stvar v primeru, morata biti vedno nasprotna sila, v tem primeru FP, P stoji za besedo podlaga, sila podlage, kazati v zgornjo smer. Dotika pa se sila podlage pa se dotika tukajle, tako ima premališče, stik med gobo pa mizo. Tako da to je premališče. In gor mora 3 cm dol, 3 cm gor. F podlage, sila teže. In tukaj napišemo, sila teže je enaka minus F podlage. Po velikosti so se enaki, po smeri pa različni, zato je ta tle minus. To je pogoj za ravnovesje. Sili sta si v bistvu nasprotno enaki. Telo miruje ali se prema enakomerno giblje, če je vsota sil, ki deluje na enaka nič. Kaj to pomeni? Telo miruje, ok. Lahko se pa prema enakomerno giblje. Prema pomeni, da gre res naravnost po neki liniji, enakomerno pomeni, da ima skozi isto hitrost. Ja, da ne pospešuje. Spravi, naravnost pa z enako hitrostjo. Če sta ta dva pogoja zadoščena, spravi, da stvar primeru, ali se premika z isto hitrostjo v ravni smeri, takrat rečemo, da je vsota sil, vseh sil na to telo enaka nič. In temu rečemo, takrat velja prvi Newtonov zakon, oziroma zakon o ravnovesju. Poglejmo en primer, vsaka hruška na sliki ima 200 gramov. Prva in druga hruška mirujeta, tretja pa se giblje prema enakomerno navzgor. V izbranem merilu nariši vse sile, ki delujejo na hruško. Ok, se pravi, prvi primer in drugi mirujeta. Prvo držim v roki, druga je pa rečemo, da tista črtica predstavlja mizo, je pa na mizi. Če miruje, pomeni, da moramo narisati dve sili. Težo pri obeh primerih, ki kaže dol. 200 gramov, se pravi 2 newtona mora kazati proti tlem. In isto nasprotno enako silo 2 newtona, ki kaže pri enki pa dvojki navpično navzgor. Medtem ko pa pri tretji varianti, pri tretji hruški imamo pa napisano, tretja pa se giblje premo enakomerno navzgor. Spet, če se giblje premo enakomerno, to pomeni naravnost, počasi jo vlečemo navpično gor, in z isto hitrostjo, tudi takrat velja prvi Newtonov zakon. Tako da v vseh treh primerih bomo imeli sile enako velike. Pa jih narišemo takole. Ta prvi primer, če pogledamo, teža zmer prijema na sredini in kaže dol. Težo imamo v vseh primerih enako narisano. S pušicami to FG. 1 cm je pol newtona, 2 cm sta 1 newton, 3 cm so 1 pa pol, 4 cm so pa 2 newtona. Tako da 4 cm narišemo dol, v treh primerih eno hruško narište, tukaj je pa sila roke v tem primeru, ki je tudi dolga 4 cm, pa kaže gor, tukaj je FM, rečemo, da je ta M mize, zdaj tale črka M je malo prevelika, vi naredite čisto majhno črko M, tak indeks malo manjši. In tlele imamo FR, ki pa tle, ki primamo za pecelj, pa vlečemo gor v te smeri. Tako da te tri slike narište, pa posod so dolge 4 cm. Pa merilo napisati. Pa napište tudi merilo. Še ena usna, katera podčrtane teles so v ravnovesju, obkroži jih. Tle samo pogledamo, tega ni treba niti pripisovati. Telefon miruje na mizi. A je v ravnovesju, če primer je. Če miruje, je v ravnovesju. Drug primer. Kolesar stoji pred semaforjem. Se pravi, stoji, je pri miru. Spet je ravnovesje. Žoga leži v golu. Pač, če leži, je primer. Velja. Avtobus spelje z avtobusne postaje. Tukaj pa zdaj on spelje, ne vemo, če se giblje enakomerno. Če spelje, že pove, da se spremeni hitrost iz 0 na neko drugo hitrost. Tako da to gibanje ni enakomerno. Tako da č ni. D. Stropa visi svetilka. Se stropa visi svetilka. Če sam svetilka stoji, je spet primer, je v ravnovesju. Jaka se s skirujem spusti po strmem klancu navzdol. Vemo iz izkušenj, ko se spustimo po strmem klancu navzdol, da se hitrost povečuje. Tako da tukaj ne bo ravnovesje, ker ne gre za premo enakomerno gibanje, ki je pa pogoj. Ko smo rekli prej, mirovanje ali pa premo enakomerno gibanje, da je stvar v ravnovesju. In še zadnja F, žogo smo brcnili, da se kotali po travi,
spet brcnemo, se kotali po travi, sčasoma se ustavi, spreminja hitrost, tudi ne bo. Tako, odgovori so: telefon, smo rekli kolo, žoga, avtobus ne, jaka s kerujem, ne pa žogo, ko smo brcali, ne.